3, 2, 1, gremo! Tako kot je zapisano v Avsenikovi pesmi, otoček sredi jezera, Bled, danes žari v soncu in vse naokoli odzvanja zvok harmonik. 21. maj bi lahko označili za pravi praznik harmonik. Harmonikarji in harmonikarice so že od jutra prihajali na Bled in točno ob 12. uri je bilo iz več kot 500 harmonik zaslišati vsem znano melodijo. Meh so raztegovali fantje in dekleta, stari in mladi, udeleženci ene izmed 16 harmonikarskih skupin ali pa posamezniki. Teh je bilo več kot 200 in vsi skupaj so veselo preigravali domače viže in poskrbeli za to, da nihče od obiskovalcev ni ostal pri miru. Prihajam že 3. leto zapovrstjo, ker mi je všeč, rada imam harmoniko. Meni je fenomenalni občutek, da nas toliko igra na kupu. Tudi nekaj naših prijateljev je, tako da še skupaj posamezno zaigramo. Vreme je pa super zdržalo. Prav ljubezen do tega inštrumenta je skupna tako udeležencem srečanja kot vsem obiskovalcem. Ko smo jih vprašali, zakaj so prišli na Bled, je bil odgovor pri vseh enak. Zaradi glasbe, seveda. Zaradi harmonikarjev. To je doživetje, ki je samo enkrat na leto in mislim, da je prav, da se pride. Ljubim slovensko glasbo, sploh domačo, pa v domačem kraju. Glasba. Uživamo v glasbi, radi pojemo, radi se veselimo in to je to. Ja, jaz sem danes prišel igrati harmoniko, tako kot vsi te drugi, pa ima se zelo fajn. Zaradi lepega vremena in zaradi harmonikarjev. In kaj vam je najbolj všeč? Vse, društvo, mislim, prijaznost, vse. Vidiš ljudi z tega sveta, ki napoznajo harmoniko, kako so navdušeni. Ja. Med obiskovalci je bilo kar nekaj tujcev. Prav poseben gost pa je bil Martin Mavec, ki prihaja iz Združenih držav Amerike. Njegov dedek je po vojni odšel v Ameriko. Sedaj pa se Martin vrača nazaj v Slovenijo in kot pravi, je nad deželo in še posebej nad Bledom navdušen. Že drugo leto se je udeležil srečanja, saj tudi sam že 15 let igra diatonično harmoniko. The technical word is like diatonic accordion, but we all call it a button box. So, and they laugh at me when I say button box. What is button? Yeah, but harmonicas, yeah. And I played for 12 years, so in my Slovenian community, and I love it. I absolutely love it. It's who I am. I can't give it up, you know. So. How are you today? Are you enjoying? Sem odlično. Ja. Vesel. Ja, vesel, ja. Vsako leto na prireditvi podelijo lepe nagrade. Najprestižnejša pa je zagotovo čisto nova harmonika, ki jo že 5. leto zapored podarja glavni pokrovitelj harmonike Poličar. Z Branetom Poličarjem smo se pogovarjali o njegovem delu in o tem, zakaj zelo rad pride na Bled. Najlepši je Bled. Bled je najboljša lokacija, tako da so te harmonike na Bledu zdaj največja prireditev v Sloveniji nastale. Vi pa tudi sami izdelujete tele harmonike, pa me zanima, koliko časa je potrebno, da izdelate eno takole harmoniko? Harmoniko, ko začnemo, rabimo do 3 mesece, da je gotova. Seveda rabiš ekipo, ki je navajena, kar pa mi smo. Pa še pogledajmo letošnjo lepotico. To je to. In letošnji srečnež, ki je dobil prav to lepotico, je bil Aljas Spahič, ki je harmoniko seveda tako kot se spodobi, takoj preizkusil. Poleg tega pa razglasijo najstarejšega in najmlajšega udeleženca srečanja. Letos sta bila med najstarejšimi kar 2, oba rojena aprila leta 1935, med njima pa je le nekaj dni razlike. Povprašali smo ju, od kod izvira dolgoletna ljubezen do tega inštrumenta. Že z mladega. Mislim, to je meni nekako največ vesele, največ. Mislim, ja, tako da ne morem biti brez. To imam od rojstva, mi narava dava in tukaj uživam. To me pomlaja. No, ujeli pa smo tudi najmlajšega. 7-letni Nejc Gregor s harmoniko igra že 2 leti in pol. In kaj ti je danes tukaj najbolj všeč? Labodi, harmonike, oder. A pa se imaš fajn? Ja.
Kaj pa najraj zaigraš? Otočje sredi jezera. In seveda nam je mladi harmonikar tudi zaigral. Prišli so harmonikarji in harmonikarice iz vseh koncev Slovenije in iz sosednjih držav, Italije, Hrvaške, Avstrije, Nemčije in kot smo že omenili, tudi iz Amerike. Lanski rekord 509 udeležencev so letos krepko presegli in sicer kar 24 harmonik več smo lahko slišali ob Blejskem jezeru. Organizacija tako velike prireditve zahteva precej dela, a kot nam je povedal podžupan in glavni organizator, je na koncu ob takšnem vzdušju ves trud poplačan. Točno to, vse je poplačano, vse je nekako s srcem se dela. Če je vse dobro pripravljeno, kar danes je, potem ni težav in zato sem tako miren, sproščen in navdušen skratka. In kaj je po mnenju podžupana posebnost tega srečanja? Eno je pravi termin s pravo pesmijo na pravem mestu, se pravi otoček sredi jezera, tam, kjer v bistvu spada pred otočkom sredi jezera. Druga stvar pa se lahko pohvalim, ker so omenili sami v anketi, pa dobra organizacija. Kajti lahko rečem, da za organizacijo smo po anketi prejeli oceno od 10 možnih 9,4, torej smo kar ponosni na to in verjamem, da bo bodoče še kakšen korak narejen naprej. Predvsem naslednje leto, ko pričakujemo oziroma že vemo, da bo z nami ansambel Saša Avsenika in bodo imeli naši udeleženci enkratno priložnost skupaj s tem ansamblom zaigrati otoček sredi jezera, kar je res edinstvena priložnost. Seveda so se vsi sodelujoči lahko podkrepili z domačim golažem in zbrali moči za nadaljevanje. Na sporedu je bila še povorka vseh harmonikarskih skupin. Sprehodili so se po promenadi in obiskovalci so lahko ponovno prisluhnili lepim melodijam. Fantje, kako se imate danes? Super, res super je. Veliko harmonike, ne vem, par sto so rekli, da jih je, no v glavnem ful je v redu. Pa ti? Ja, isto. Pač dober, ja. In zakaj vam je všeč, zakaj radi pridete na Bled? Ne vem, ko radi igramo. Radi vsi harmoniko igramo, vsi imamo radi to glasbo, ko nas povezuje, združuje. Moj globok poklon vam, spoštovane harmonikarice in harmonikarji.